Vladni podcast GoSee. Lep pozdrav v novem podcastu GoSee v produkciji Urada Vlade za komuniciranje. Z vami sem Zoran Potič in tokrat smo v goste povabili izjemno zanimivo sogovornico Nino Gregori, ki ima zanimivo kariero za sabo in pred sabo, namreč je že od leta 2019 v službi v tujini in je najboljše, da kar sama pove, kaj je ta služba in zakaj je zanimiva ta služba, če je zanimiva. Ja, najprej hvala lepa za vabilo, zelo sem vesela, da sem lahko gostja v tem vašem podcastu. Ja, res je, od leta 2019 službujem na Malti, tam sem izvršna direktorica Evropske agencije za azil. Pred letom 2022 se je ta agencija imenovala Evropski azilni podporni urad, potem pa smo dobili nov mandat, ki je nekako jačen in od takrat dalje je to dejansko agencija za azil, ki pomaga, ali pa mandat je pomoč 27 državam članicam, sedež pa je res na Malti. No, bova se tega vašega dela še dotaknila, namreč ta podcast je tudi povezan z 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo in tu je tudi vaša izkušnja bogata. Kakšne spomine imate na to obdobje oziroma na ta vstop Slovenije v Evropsko unijo in kako so vam v bistvu te izkušnje pripomogle k tej karierni rasti, recimo? Ja, jaz kar s ponosom povem, da sem v bistvu zrasla v slovenskem uradništvu. Jaz sem v resnici začela svojo kariero na Ministrstvu za notranje zadeve in sem celo življenje delala na Ministrstvu za notranje zadeve, preden sem odšla v tujino. Že leta 1999, ko smo postali kandidati za članstvo, ko so se začela tudi pristopna pogajanja, ko smo mogli prilagoditi slovensko takratno zakonodajo z področja notranjih zadev 24. poglavju Evropskega akija, sem bila članica take delovne skupine na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer smo začeli v bistvu z postopki prilagajanja zakonodaje. To je bila kar velika delovna skupina, ki je bila potem, smo sodelovali seveda tudi s kolegi iz pravosodnega ministrstva. In to je bilo eno tako zelo pozitivno obdobje, bi rekla, v mojem življenju, v moji karieri, ker smo res veliko delali, ampak smo delali z zagonom in se mi zdi, da so bili tudi potem rezultati zelo hitro vidni. Zelo zanimivo so bila ta obdobja, ko so nas kot kandidate preizkušali v Bruslju, ali je naša zakonodaja seveda že bom rekla, do te mere, da smo naredili transpozicijo evropske zakonodaje, da bi lahko rekli, da bomo zaprli to pa 24. poglavje. Takrat smo sodelovali seveda tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve in takrat ustanovljeno službo za evropske zadeve s Svezom. Kot veste, je bilo vodja ožje pogajalske skupine gospod Potočnik in takrat je bil minister brez litice za evropske zadeve gospod Bavčar, zunanji minister gospod Rupel, tako da oni so seveda koordinirali, bom rekla, delo vseh ministrstv, medtem ko na notranjem ministrstvu, kot sem rekla, smo imeli svojo delovno skupino, ki jo je pa vodil državni sekretar gospod Debelak. Zelo pomemben je bil tudi gospod Genorijo, ki je še vedno aktiven na področju zunanjih zadev in evropskih zadev, ker smo seveda mogli ne samo skladiti zakonodajo, ampak smo potem imeli tudi evropska sredstva, da smo lahko to počeli in smo jih uspešno črpali in jih v bistvu preko projektov potem prilagajali tudi druge zadeve, ne samo zakonodajo, tudi naprimer mogli smo začeti izdajati evropske dokumente leta 2004, ko smo potem vstopili, smo mogli tehnično prilagoditi te zadeve Evropski uniji, tako da jaz v bistvu nekako hodim, bom rekla, v Bruselj na te sestanke že od leta 1999. Še niste naveličani? Ne, še nisem naveličana. Moje navdušenje nad to evropsko idejo se v resnici povečuje, zato ker res iskreno verjamem, da pač Slovenija je del Evrope in lahko igra pomembno vlogo. To smo večkrat tudi že dokazali. Tako da mislim, da bi bilo lepo videti mogoče malo več tega evropskega duha tudi doma. Ja, o tem se bova pogovarjala v tem podcastu tudi v nadaljevanju. Namreč ta evropski duh, vi ste zdaj 5 let na čelu te agencije in pred nekaj tedni so vam potrdili nov mandat, 5-letni. To pomeni, da so bili šefi nadrejeni, kdo je to, zadovoljni z vašim delom?
Isto v bistvu, če še omenim, v bistvu Slovenka, ne, na uradniškem položaju, v bistvu na najvišji poziciji v tej strukturi funkcij Evropske unije. Najprej pojasnim, da je Evropska agencija za azil v bistvu ena od 54 decentraliziranih agencij, kjer v bistvu nekako je pristojnost popolnoma jasno določena s posebno uredbo. Smo pa seveda povezani z Evropsko komisijo in trenutno je komisarka Johanssonova tista, ki je pristojna za področje notranjih zadev na nivoju Evropske unije. In generalni direktorat, tudi DG Home je pristojni direktorat, ki v bistvu nekako nadzira delovanje agencije. Dejstvo pa je, da v bistvu izbor izvršnega direktorja je pa v rokah držav članic. Tako da tudi potrditev nadaljnjega 5-letnega mandata, kjer moram reči, da sem zelo zadovoljna, ker je bila odločitev soglasna, torej vseh 28 članov upravnega odbora, ki predstavljajo države članice, je nekako potrdilo, da so zadovoljni z mojim delom in da me želijo videti pač na čelu agencije še na naslednjih 5 letih. Dejstvo pa je, da se seveda mandat agencije bo krepil. Trenutno veste, da v Bruslju nastaja oziroma se potrjuje pakt o migracijah in azilu in pri implementaciji tega pakta bo agencija igrala ključno vlogo. Če nam mogoče to bolj podrobno opišete, namreč azil, migranti, begunci, vse to so teme, ki niso zanimive za Slovenijo oziroma okupirajo naš čas v Sloveniji, ampak je to v bistvu vse evropska tema. Ne? Je v tem smislu vloga agencije, zdaj pravite, okrepljena. V kakšnem smislu, kaj se bo spremenilo, kakšne novosti prinaša ta pakt? Ne? Če govorimo o upravljanju z migracijami na nivoju Evropske unije, je to na nek način evropska pristojnost. Seveda države članice ohranjajo določeno suverenost na področju, predvsem na področju azila, se same izdajo odločitve o tem, kdo v bistvu bo pridobil azil oziroma ga ne bo, statusne odločitve. Ampak upravljanje z migracijami, torej tako imenovani migration management, je pa definitivno v rokah Evropske unije. Skratka, pristojnosti države na ravni pridobivanja azila, mednarodne zaščite ostajajo v nacionalnih rokah. Ampak v bistvu postaja pa ta politika vse bolj evropska, koordinirana. Kaj to pomeni? Če na hitro pogledava genezo, lahko vidiva, da se leta 1999 se je Evropski svet odločil, da bo, to so bili tako imenovani zaključki iz Tampereja, da bo v bistvu oblikoval skupni evropski azilni sistem. In od 1999 dalje se ta sistem gradi. Evropska komisija je predlagala prvi set zakonodaje 2001 in v bistvu so države članice takrat brez parlamenta, ker še nimajo take funkcije, potem potrdile to zakonodajo, jo sprejele, ampak ta zakonodaja je bila v obliki direktiv. To pomeni, da so imele potem države članice določen čas in so mogle prenesti te direktive v svoje nacionalne zakonodaje. In potem se je ta skupni evropski azilni sistem gradil v bistvu preko določenih novih pravnih inštrumentov, ki so bile tudi med drugim uredbe, naprimer poznamo Dublinsko uredbo, ki omogoča v bistvu določitev, katera država članica je pristojna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. In zdaj ta novi pakt o migracijah in azilu, ki naj bi bil s strani Evropskega parlamenta potrjen 10. aprila, in s tem, bom rekla, bo ga potem svet junija dokončno potrdil, bo pa omogočil, da bomo imeli še bolj, bom rekla, stabilen skupni evropski azilni sistem, zaradi tega, ker bodo vsi pravni akti v obliki uredb. To pomeni, da bodo morale države članice neposredno izvajati to zakonodajo in v resnici se bo s tem omogočilo, da bo zakonodaja da se bo izvajala bolj koherentno. Kar bi pripeljalo do tega, da če nekdo, če poenostavim, zaprosi za mednarodno zaščito v katerikoli od članic Evropske unije, v 27 državah, torej v katerikoli državi, ne bi bil rezultat, torej odločitev sprejeta po enakih pravilih in naj bi bila enaka.
To pomeni, če bo državljan, naprimer Afganistana, zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji ali pa v Avstriji ali pa na Finskem, ne bi imel, bom rekla, odločitev, ki ne bi bila sprejeta prvič po enakih pravilih in ne bi bila tudi kot rezultat enaka. Torej bi ali pridobil mednarodno zaščito ali pa je ne bi. Ker ta razlike med sistemi so danes še vedno očitne. Naša agencija, mandat azilne agencije pa je, da podpira države članice pri, bom rekla, enotnem izvajanju te politike. In seveda, če pakt prinaša večjo koherentnost pri izdajanju, bom rekla, končnih odločitev, je agencija v bistvu v funkciji priprave določenih orodij, ki pripomorejo potem ali pa pomagajo državam, da to politiko izvajajo na čim bolj enak način. Ko govorimo o paktu, države imajo veliko pričakovanj od tega pakta, med njimi tudi Slovenija. Kaj to konkretno pomeni za Slovenijo, ki vidimo, se sooča z velikim pritiskom ljudi, ki prihajajo na meje, migranti, begunci in tako naprej. Kaj ta pakt prinaša Sloveniji? Zdaj, če pogledamo na nek, bom rekla, splošen ali pa generalen način, vidimo, da v bistvu dobro upravljanje z migracijami dejansko vsebuje 5, bom rekla, ključnih elementov. Prvi je učinkovita zaščita zunanje meje, drugi je pač učinkoviti in hitri postopki za mednarodno zaščito, ki vsebujejo vsa proceduralna in druga jamstva, seveda prosilcem za mednarodno zaščito. Tretji element je hitro in dostojno vračanje tistih, ki zaščite niso potrebni. Četrti element je seveda vprašanje integracije znotraj Evropske unije, tistih, ki seveda v Evropski uniji ostajajo. In peti je sodelovanje z državami izvora in tranzita. V tem smislu je pač vsi ti elementi morajo delovati. Vkolikor eden izmed njih ne deluje dobro, pa ni učinkovit, potem se seveda ta razmerja rušijo. In zato je tako težko na nek način upravljati z migracijami v Evropski uniji, kjer je ogromno, bom rekla, še vedno nacionalnih sistemov, ker zadeve niso popolnoma enotne, ker niso povezane. Imamo tudi problem z integracijo velikih IT sistemov, kjer recimo smo vzpostavili šengenski informacijski sistem, vizumski sistem, potem Eurodac za obravnavanje prošenj za azil in v bistvu te sistemi med sabo niso povezani. Tako da več je teh izzivov in pakt v resnici naj bi naglasil vse te izzive in nekako poskuša, bom rekla, predstaviti rešitve za učinkovitost vsakega od teh elementov. Seveda pa je odločitev o taki, bom rekel, politiki na nivoju Evropske unije zelo kompleksna. Imamo seveda države članice, ki imajo različne interese in jih je kar lepo število, 27, potem imamo seveda Evropski parlament, ki na stvari gleda drugače, ampak te zakonodaje se sprejema v soodločanju. In potem imamo tudi tako, bom rekla, nacionalne politike, ki so včasih zelo, bom rekla, ekstremne. In zdaj, da se to vse skupaj dejansko na nek način uskladi in da pridemo potem do nekega rezultata, kakršen je pakt, kjer se v bistvu bo sprejel 9 pravnih aktov, ki bodo potem neposredno uporabni v praksi. To se mi zdi, da je največji izziv. Ampak dejstvo je, da bo do tega prišlo in jaz sem vesela, zaradi tega, ker v resnici je to nek naslednji korak pri gradnji skupnega azilnega sistema ali pa pri gradnji upravljanja z migracijami. Kako pa bo potem to implementirano? To se mi zdi pa je ključno vprašanje, ker če se zakonodaja, ki bo sprejeta, potem ne bo učinkovito implementirala v praksi, potem pa bomo imeli težave. Eno od pričakovanj tudi Slovenije, če jaz prav razumem, je, da bojo postopki na sami meji, ko pač bo migrant zaprosil za azil, mednarodno zaščito, da bojo ti postopki z novim paktom hitrejši. Ja, tako. Je to pričakovanje realno, ustrezno? Ja, to je eden izmed ključnih elementov novega pakta. V bistvu govorimo o tako imenovanem razmerju ali pa poštenem razmerju med solidarnostjo in odgovornostjo.
na strani odgovornosti je element obveznega mejnega postopka. Pomeni, da tiste države članice, ki varujejo zunanjo mejo, bodo mogli vzpostaviti zadostne kapacitete ob meji ali pa na mejni črti, kjer ne bi obravnavali pač ljudi, ki prihajajo irregularno preko meja Evropske unije. Ta tako imenovani obvezni mejni postopek omogoča hitre postopke z državljani tistih držav, ki v bistvu generalno gledano naj ne bi bili deležni mednarodne zaščite. Obravnava prosilcev bo še vedno individualna, ampak v tem obveznem mejnem postopku bo pospešenem postopku obravnavani tisti, ki prihajajo iz držav, kjer je recognition rate, to pomeni stopnja priznavanja mednarodne zaščite 20% ali manj v Evropski uniji, in v tem smislu nekako je, bom rekla, pripoznano, da prihajajo iz varnih držav izvora. Kot sem rekla, še vedno bo individualna obravnava, ampak ta postopek bo hiter, na nek način učinkovit in bo tudi prinašal, bom rekla, neke efekte, ki bodo v bistvu generalno gledano onemogočili na dolgi rok delovanje tihotapcev, delovanje organiziranih skupin, ki v resnici izkoriščajo te ljudi, s tem, da jih pripeljejo v Evropsko unijo kljub zavedanju, da najbrž individualne zaščite niso potrebni, ampak prihajajo v Evropsko unijo predvsem iz razloga zaposlitve, iz razloga pač na nek način preživetja. Ob tem bo seveda mogla Evropa odpreti tudi zakonite poti, kjer bodo ljudje pa na lažji način prišli v Evropsko unijo iz teh razlogov, iz ekonomskih razlogov, ker vemo, da Evropska unija v prihodnje in tudi zdaj potrebuje na določenih segmentih trdega dela že zdaj očitno tujce, pač ljudi, ki bodo pripravljeni seveda delati in se pripravljeni tudi integrirati v Evropski uniji in živeti potem. Ampak to je še vedno nacionalna pristojnost, agencija s tem nima še nobene vloge. Se mogoče načrtuje, mora biti kakšna taka sprememba? Ja, kar se tiče mandata agencije, v bistvu se agencija lahko, bom rekla, pomaga državam članicam samo takrat, ko govorimo o delovanju azilnega sistema. To pomeni, mi smo že zdaj prisotni v 12 državah članicah, kjer pomagamo tem državam na različnih segmentih. V določenih državah pomagamo samo na segmentu pač recepcije, v tem smislu, da pomagamo državam zagotoviti zadosten nivo kapacitet, recimo nastanitvenih kapacitet. Tako smo prisotni na Nizozemskem in smo prisotni tudi v Belgiji, kjer državam pomagamo tudi s tako imenovanimi nastanitvenimi enotami, kjer jim pač dobavljamo take nastanitvene enote. Če lahko vskočim, to je zanimivo, namreč Belgija in Nizozemska nista mejni državi, pa v bistvu potrebujeta nastanitvene kapacitete. Ja, res je. Kako to? Namreč, če spremljate v Sloveniji, imamo tudi zdaj velike razprave o tem, kje namestiti, koliko in tako naprej. Kljub temu, da nismo več v Sloveniji mejna država. Ja, drži. To je posledica tako imenovanih sekundarnih migracij. Državljani tretjih držav, torej tujci, vstopajo seveda na zunanjih mejah Evropske unije in potem v bistvu zaprošajo za mednarodno zaščito ali pa tudi ne v prvi državi članici, kjer vstopijo, ali pa potem v drugi, v slovenskem primeru je večkrat tako, da vstopajo seveda čez, naprimer, prepotujejo čez države Zahodnega Balkana in potem seveda vstopajo na Hrvaškem, pa ni nujno, da tam zaprosijo za mednarodno zaščito, lahko zaprosijo potem v Sloveniji ali pa še celo v Avstriji, odvisno tudi od organizirane poti, ker največkrat so ti prehodi oziroma potovanja organizirana, tako kot sem prej rekla, strani organiziranih pač tihotapskih mrež in organiziranega kriminala. Ampak dejstvo je, da so ciljne države znotraj Evropske unije, pa že dolga leta je ta statistika nespremenjena. V bistvu največ prosilcev za mednarodno zaščito še vedno beleži Nemčija,
druga v lansko leto je bila potem Francija, potem je tukaj Španija in seveda tudi Nizozemska, Belgija sta definitivno visoko, ko govorimo o statistiki pač prosilcev za mednarodno zaščito in se soočajo s težavami nastanitvenih kapacitet. V lanskem letu, torej 2023, smo videli res porast pač prihoda državljanov iz tretjih držav, ki so zaprosili za mednarodno zaščito v Evropski uniji. Beležili smo 1,1 milijona prosilcev za mednarodno zaščito, ob tem smo pa imeli seveda v Evropski uniji tudi 4,4 milijone državljanov, ki so prišli, ljudi, ki so prišli iz Ukrajine in so bili registrirani kot tisti, ki so deležni začasne zaščite in seveda cela številka je največja po drugi svetovni vojni. Tako da definitivno se migracije v Evropsko unijo povečujejo. Pred vami je očitno še veliko dela, ampak za Slovenijo, zdaj, ko spremljamo te razprave o namestitvenih kapacitetah, kaj lahko tukaj stori agencija oziroma na kakšen način že pomagate, če pomagate in kaj se še lahko pričakuje v prihodnje? Naša agencija je prisotna tudi v Republiki Sloveniji. Imamo podpisan tako imenovani operativni načrt, kjer pomagamo tako Ministrstvu za notranje zadeve kot tudi Uradu za nastanitev in oskrbo migrantov na obeh segmentih, torej na azilnem segmentu, to pomeni pomagamo pri določenih vzpostavitvah azilnih ali pa lajših vzpostavitev azilnih postopkov, pa pri dublinskih postopkih, medtem ko na uradu smo poskušali, smo jim pomagali recimo z prevajalci za določene jezike. Tudi poskušali smo jim pomagati vzpostaviti določene postopke na nek način, da bi lažje obravnavali situacijo, kjer so bili res pod določenimi pritiski. Smo pa imeli tudi neke tehnične razgovore za to, da bi agencija pomagala tudi s temi nastanitvenimi kapacitetami. Tako kot sem že prej dejala, tako kot delamo na Nizozemskem, v Belgiji, tudi v drugih državah, v Latviji smo bili prisotni z recepcijo, ampak nekako ni prišlo potem do dogovora, kje v bistvu bi agencija te nastanitve kapacitete lahko postavila. Tako da, če bi do takega dogovora prišlo, bi seveda mi lahko pomagali tudi na ta način. To pomeni kaj? V sredstvih, finančno, materialno? Ne, pač finančno agencija nima možnosti ali pa mandata pomagati neposredno. Mi pomagamo s napotitvijo svojih strokovnjakov. To pomeni, agencija ima zdaj trenutno 1500 strokovnjakov, ki delajo v 12 državah članicah Evropske unije. Na različnih področjih, tako kot sem rekla, pač, če pogledamo azil in azilni postopek, naši strokovnjaki v bistvu delajo na vseh segmentih postopka, pomeni, da smo tam prisotni in pomagamo državam članicam z tako imenovanimi pač informacijami o postopku, potem pomagamo z prevajalci, lahko pomagamo tudi z informacijami o državah izvora, lahko delamo tudi intervjuje, pa izvajamo intervjuje s prosilci za mednarodno zaščito in potem tudi pišemo mnenja, ne moramo pa izdati končne odločitve. Tako kot so rekla na začetku, končna odločitev pa je vedno v rokah države članice, pač teh pristojnosti nimamo. Je Slovenija, nekako so številka je, ker nazadnje, ko smo slišali, da je 60,000 nezakonitih prehodov meje v lanskem letu. Je to velika številka v kontekstu Evropske unije, zunanje meje Evropske unije? Kako velik problem je to za eno državo, kot je Slovenija? Če je to problem? Slovenija ima res neko specifiko, zato ker res je, da tako kot ste omenili, številka očitno statistična je taka, kot je, ampak v Slovenija je očitno tranzitna država. In to je v bistvu neka specifika, ki ni samo slovenska, tudi Hrvaška na ta način je tranzitna država. Tudi določene države na vzhodni meji so tranzitne. Ampak za Slovenijo je značilno to, da ljudje prihajajo v Slovenijo, zaprosijo za mednarodno zaščito, to pomeni, postopek se začne,
seveda iz tega izhajajo določene pravice prosilcem in seveda Slovenija poskuša zagotoviti, bom rekla, nastanitev v skladu s standardi Evropske unije, obravnavo ranljivih, poskuša zagotoviti seveda tudi, bom rekla, začetek postopka, potem pa te ljudje samovoljno zapustijo državo. To je očitno iz, bom rekla, statističnih podatkov in potem ti ljudje enostavno gredo v druge države, največkrat v Avstrijo, tudi tam zaprosijo za mednarodno zaščito in v bistvu sistem, torej delovanje sistema v Evropski uniji, ne samo v Sloveniji, je tak, da ko prosilec v bistvu zaprosi za mednarodno zaščito v naslednji državi članici, se sproži tako imenovani dublinski postopek in ta država v bistvu je dolžna na nek način vrniti prosilca v državo, kjer je najprej zaprosil. Tako da v tem smislu pa ta sistem, torej dublinski, ne deluje tako, kot je bil zamišljen, v bistvu ne samo v Sloveniji ali pa v tem kontekstu ne izpostavljam samo Slovenije. Dejstvo je, da tudi ljudje, ki so prvič zaprosili za mednarodno zaščito v Grčiji, naprimer, in takih je res veliko, pač potujejo potem po raznih poteh, naprimer največkrat po zahodno-balkanski poti in končajo v Nemčiji. Tam ponovno zaprosijo za mednarodno zaščito, vendar je manjši odstotek ljudi, ki so potem vrnjeni nazaj v Grčijo. Zdaj, naša agencija je skupaj z agencijo Frontex in Europolom naredila kar obsežno analizo teh sekundarnih gibanj, kaj so razlogi, zakaj v bistvu ljudje grejo v določene ciljne države. In tudi ta zadeva je zelo kompleksna, ne moreš kar enoznačno reči, zaradi tega, ker na nek način Nemčija, ponuja boljše, ugodnejše pogoje in tako naprej. Ne govorimo o večjih faktorjih, pomembna je diaspora, pomembno je to, da ljudje že imajo neke socialne povezave, pomembno je to, kako se obnaša trg dela, kakšni so potem pogoji za socialno zaščito, kakšni so pogoji za zdravstveno zaščito in tako naprej. Tako da teh faktorjev je res ogromno in se na nek način tudi malo spreminjajo. Ampak novi pakt v bistvu še vedno bo obdržal pa nekako to pravilo obravnavanja ali pa pristojnosti obravnavanja države, v kateri prosilec prvič zaprosi. Zaradi tega, ker če ne bi bilo tega pravila, bi pa imeli situacijo, kakršno smo imeli prej 2004, ko je bila pač prvič sprejeta ta dublinska uredba, kjer je bil pa tako imenovani asylum shopping, kjer so pa dejansko ljudje pač prehajali na nek način, države niso vedele, kolikokrat so ljudje že zaprosili za mednarodno zaščito, kje so zaprosili, kako so potem prehajali in na nek način so si sami izbirali državo, v kateri bi želeli živeti. V kontekstu zakonodajnega okvira to v Evropi pač ni možno. Mislim, Evropa ali pa evropske države želijo pač upravljati z migracijami na način, kjer bodo pravila jasna za vse, tudi za prosilce za mednarodno zaščito, mislim seveda pa tudi, bom rekla, jasna državljanom Evropske unije in seveda tretjim državam, ki so partnerske države v tem kontekstu. Ja, vse te teme povzročajo predvsej negotovosti v javnosti, če lahko tako rečem, to azil, zaščita, begunci, migranti. Vse to se pojavlja vsak dan v ne samo slovenski, tudi evropski javnosti in smo namreč pred evropskimi volitvami, kjer vprašanje azila, azilantov predstavlja eno pomembno politično temo. Kako to vpliva na vaše delo? Da je to v bistvu osrednja točka, tema pred evropskimi volitvami? Ja, načeloma seveda naša agencija ni politična organizacija. Mi smo tehnična agencija, ki zagotavlja podporo državam članicam pri izvajanju pa seveda zakonodaje, ki pa na nek način je politična. Vsaka potrditev zakona, bodisi v nacionalnem parlamentu ali pa seveda na nivoju Evropske unije, je na nek način političen akt. Dejstvo je, da zakonodaja včasih ravno zaradi tega kompleksnega postopka sprejemanja in teh akterjev, ki so v sprejem zakonodaje vključeni, je polna nekih kompromisov. In ravno zato je naša agencija pomembna, ker
ob tem, da seveda tehnično, operativno pomagamo državam, članicam, pač, kako rečemo, with boots on the ground, tako da smo prisotni tam in da pomagamo z eksperti pri konkretnem izvajanju postopkov. Mi v bistvu imamo še 2 zelo pomembna sklopa znotraj agencije. En sklop je priprava tako imenovanih orodij za boljše izvajanje zakonodaje. Če pogledamo, na primer, agencija izdaja redno informacijo o državah izvora. Noben azilni postopek ne more v bistvu se ne more, bom rekla, končati brez preverjanja objektivnih informacij v državi izvora, tega konkretnega prosilca za mednarodno zaščito. In to naša agencija v bistvu, pač to je tudi osnovno delo naše agencije, da zagotavljamo objektivne informacije o državah izvora in tranzita, ki jih države potem uporabljajo v svojih azilnih postopkih. Zagotavljamo tudi različna pač guidance, to pomeni vodila, se iskreno opravičujem, državam, kjer v bistvu jim omogočamo tudi s tehnično pomočjo ali pa s pomočjo tehničnih orodij, da lahko na lažji način izvajajo določene postopke, opravljajo intervjuje, tako kot sem rekla. Potem imamo tudi, recimo, smo izdali določene navodila glede izvajanja postopkov z pomočjo ICT, pač tehnologije, to pomeni postopki, ki se opravljajo ne osebno, ampak s pomočjo video orodij. Tako da v tem smislu ogromno teh zadev seveda jih imajo države članice na voljo in s tem na nek način tudi zagotavljamo, da se potem sprejeta zakonodaja izvaja na enak način v 27 državah. Potem imamo pa še en ogromen segment, to je pa trening, torej naš trening center, kjer smo v bistvu nudimo konstantno podporo državam članicam skozi enake, bom rekla, tudi te module treninga. In okrog 80,000 ljudi je šlo že skozi ta trening center. To so pač seveda strokovnjaki z področja azila iz držav članic, kjer jim omogočamo, da potem z uporabo teh orodij in z uporabo treninga nekako hitreje ali pa bolj učinkovito lahko svoje delo opravljajo v svojih državah. A obstaja statistika mogoče, koliko časa poteka povprečju postopek pridobivanja azila in mogoče med državami, po državah, kje je najdaljše, najkrajše in kje je tukaj Slovenija, recimo? Ja, imamo tako statistiko, jo vodimo v agenciji po državah članicah. Dejstvo pa je, da je razlika očitno, ko govorimo o prvi stopnji, to pomeni pač na nivoju administrativnega postopka in potem, ko govorimo tudi o drugi stopnji, ker potem imamo seveda pa tudi v postopku mednarodne zaščite je vedno možnost pritožbe in ta možnost je potem v različnih jurisdikcijah zelo različna. V določene države imajo dvostopenjski postopek, na drugi stopnji imajo celo tristopenjski postopek in tukaj se države zelo razlikujejo med sabo. In seveda to je v rokah držav članica. V tem smislu so postopki lahko zelo dolgotrajni, trajajo lahko tudi tam do 5 let. Medtem ko je ravno pakt tisti, ki naj bi omogočil hitre in učinkovite postopke vsaj na prvi stopnji. Pomeni, da bi na nek način bilo jasno v postopku zelo hitro, ali je nekdo upravičen do mednarodne zaščite, ali pa seveda temu ni tako. Mogoče obstaja podatek, koliko je pozitivno od vseh vlog, koliko je pozitivno rešenih, ugodenih, da dobijo zaščito? Povprečni odstotek v Evropski uniji je bil lansko leto, 2023, je bil 41%. To pomeni, 41% pomeni, da dejansko bo nekaj 60% tistih, ki so zaprosili za mednarodno zaščito v Evropski uniji, v bistvu mednarodne zaščite niso bili upravičeni. V Sloveniji je ta odstotek zelo podoben, 43%, mislim, da je bilo lansko. Kaj se potem zgodi s temi ljudmi? Tisti, ki mednarodne zaščite niso upravičeni, v bistvu potem pridejo v fazo vračanja in tukaj ima pa Evropska unija še kar določene težave. Dejstvo je, da za vračanje pač teh oseb mora biti zelo dobro sodelovanje z državo izvora.
ker država izvora je tista, ki v bistvu te osebe sprejme nazaj. To ni v neposrednem mandatu naše agencije, ampak pomoč pri vračanju izvaja agencija za zunanjo mejo, torej Frontex. In oni pač poskušajo zagotoviti, bom rekla, učinkovite postopke vračanja s tem, da zagotavljajo skupne lete, kjer omogočajo državam članicam, da lahko pač z določenimi, bom rekla, s sodelovanjem agencije te postopke tudi zaključijo. Je pa res, da tukaj pač je ključno vprašanje sodelovanja z državami izvora, včasih tudi z državami tranzita, in določene tretje države so pač seveda sodelujejo, bom rekla, bolj in redno. Določene države pač so, bom rekla, v določenih nekako stvari pogojujejo, recimo z oblikami druge pomoči, tako da so različni modeli. Ampak dejstvo je, da pakt na nek način ne bo uspešno implementiran, če ta segment vračanja ne bo učinkovit. To je pa zelo očitno. Namreč, seveda, ko se ukvarjamo z azili in s temi postopki in tako naprej, imamo pred seboj vedno človeka. To je verjetno izhodišče. In v tem poročilu za leto 2023 tudi navajate, da poročila mednarodnih organizacij in civilne družbe glede praks, ki ovirajo učinkovit dostop do zaščite. Skratka, civilna družba in ostale človekoljubne organizacije opozarjajo na določene težave v vseh teh postopkih, ki spremljajo ljudi. V kakšno korist so vam te organizacije in koliko jih v bistvu upoštevate pri vseh teh ocenah, ukrepih in tako naprej? Poročila nevladnih organizacij so seveda za nas zelo pomembna. Dejstvo je, da agencija je z novim mandatom pridobila tudi zdaj mandat monitoringa. Tako da pač agencija je mogla vzpostaviti metodologijo monitoringa, torej nadzorovanja tehničnega izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema. In ravno prejšnji teden, v bistvu teden nazaj, je upravni odbor agencije potrdil to metodologijo, na podlagi katere bo agencija zdaj lahko začela izvajati monitoring. Pomeni, da bomo dejansko imeli možnost po nekem seznamu, ki ga bo potrdil tudi upravni odbor v naslednjih dneh, iti v države članice z tako imenovanim monitoring timi in bomo imeli priložnost v bistvu na podlagi te metodologije ugotoviti, kakšni so v bistvu pogoji izvajanja zakonodaje v državah članicah, kje so mogoče kakšne nepravilnosti ali pa kje so evidentirani pomanjkljivosti, in v tem smislu bomo potem lahko predlagali določene ukrepe. Seveda ne bomo mogli predlagati sankcij, agencija nima take moči, to je v rokah Evropske komisije, ki je na nek način seveda čuvar evropske pogodbe. Dejstvo pa je, da bomo imeli neko to dodatno funkcijo, bomo seveda lahko nakazali, kje bi bilo stvari potrebno izboljšati. In tukaj nam bodo tudi ta poročila civilne družbe seveda veliko pomoč. Dejstvo je, da metodologija omogoča ta dialog s civilno družbo in omogoča tudi, da se te relevantne informacije potem preverjajo tudi na terenu, in v tem smislu se mi zdi, da bo ta del še posebej pomemben, ko bo agencija z monitoringom tudi začela. Ker se malo že približujeva limitu, me ena čisto taka načelna zadeva zanima. Vi se ukvarjate z temi vprašanji človekovih pravic, konec koncev, postopki, ki jih spremljajo že praktično celo kariero, poklicno. Ti standardi so bili sprejeti takrat, enkrat po drugi svetovni vojni, po neki strašni zgodbi, strašnih dogodkih so se pač človeštvo odločilo postaviti nek standard in so bili osnovani na eni tej izkušnji. Zdaj se po 70-75 letih neke nove okoliščine pojavljajo. Ti postopki se spreminjajo.
koliko daleč smo zdaj v Evropski uniji s temi standardi od teh izvornih standardov? Koliko se je to spremenilo? Koliko se je ta optika spremenila? Pravila? Smo še vedno blizu tem idejnim rešitvam ali je to zdaj povsem nekaj drugega? Ja, skupni evropski azilni sistem temelji v resnici seveda na Ženevski konvenciji, in je to fundament obravnave, pač seveda prosilcev za mednarodno zaščito in definitivno je dokument, ki še vedno velja in je prav tako. Ampak razvoj na nek način in tudi geopolitične spremembe, ki se dogajajo okrog Evropske unije, pa stalno na nek način vabijo k novim razmislekom. In se mi zdi, da tako kot so prej govorili na začetku o paktu in kako je zdaj ta pakt, ki je bil predlagan v obliki uredb, skoraj nekaj nepredstavljivega, če pač pogledam nazaj v leto 1999, kjer države članice, ko so začele govoriti o tej ideji skupnega evropskega azilnega sistema, niti slučajno niso bile pripravljene, da bi to bile uredbe, ki bi jih neposredno tako izvajale, ampak s to neko genezo, s tem nekim razvojem te zakonodaje, je seveda smo zdaj prišli do neke točke, kjer z implementacijo pakta res lahko zagotovimo, če bi pravilno implementirali, da bomo imeli neko koherentno upravljanje z migracijami na nivoju Evropske unije, kar bo seveda samo pozitivno. Ampak to pa še ne pomeni, da se bo s tem, bom rekla, ta nek pogovor o mednarodni zaščiti ali pa o zaščiti ljudi tudi na nekem globalnem nivoju končal. Jaz mislim, da ne. In že zdaj se vidi, da določene države članice razmišljajo, bom rekla, vnaprej, da razmišljajo o tem, kako bi pa zdaj mogoče sodelovanje z nekimi tretjimi državami okrepili, kako bi lahko na nek način obravnavali prosilce za mednarodno zaščito že blizu državi izvora, kako bi lahko mogoče potencialno naše standarde prenesli tja. Recimo koncept resettlementa, ki je star 50 let in več, ki je bil dejansko tudi začet v drugi svetovni vojni, tudi pač je nastal iz neke potrebe, kjer so ljudje daleč od Evropske unije, potrebovali zaščito, so jo seveda na nek način dobili, pa jo tam niso mogli enostavno, niso bili varni, kljub temu, da so pribržali na neko varno območje, pa so se države odločile, da jih bodo preko resettlementa seveda pripeljale v Evropo kot nek varen kontinent, pa neko varno okolje. Tako da v tem kontekstu so te stvari malo ciklične. Jaz verjamem, ampak fundament Ženevske konvencije pa obstaja. Bili so poskusi, predvsem politični, v tem smislu razmisleka o Ženevski konvenciji, ampak jaz verjamem, da bo to še nekaj časa ostalo osnova pač mednarodne zaščite. Tam so prepoznane vse pravice prosilcev, so prepoznane tudi, bom rekla, dolžnosti držav, kako jih na nek način jih je potrebno pač spoštovati in kako se ljudi, ki prihajajo iz nekih vojnih območij ali pa s tam, kjer so pač individualno seveda ogroženih, kako se jih procesira. Tako da v tem smislu je to pač neka taka osnova za obravnavo vseh nadaljnjih politik. In jaz iskreno verjamem, da se ta osnova še dolgo časa ne bo spremenila. Skratka, mogoče na koncu, ker vidim, da je povezano vprašanje namestitev, postopkov in tako naprej. Ljudje govorijo, strah nas je, teh ljudi. Imate kakšen odgovor na to? Vi, ko se ukvarjate s tem iz Malte, Ja. Ampak ste na terenu veliko in tudi drugod zasledujete ta prisoten strah med ljudmi, ki pač morajo te ljudi sprejemati, azilante, begunce, migrante. Različne države članice v Evropski uniji imajo na nek način različne zgodovinske izkušnje. Tako kot je imela, zgodovinsko izkušnja naša država ob osamosvojitvi, kjer so ljudje iz vojne na Zahodnem Balkanu prebežali v Slovenijo in to v velikih številkah. Takrat je bilo, mislim, da okrog 55,000 beguncev, ki so prišli iz območja bivše Jugoslavije in v bistvu smo jih tukaj sprejeli in so bili obravnavani na nek način integracijsko, pač poskušali otroci so
hodili v šole, ljudje so poskušali dobiti potem tudi delo in tako naprej. To je neka slovenska, bom rekla, izkušnja, ki ni še tako zelo stara, mislim, ni še tako zelo, bom rekla, daleč nazaj. Dejstvo pa je, da različne države v državah članicah, mislim, da različne države članice v Evropski uniji imajo različne izkušnje. Če pogledate, naprimer, Nizozemsko, je bila, bom rekla, klasična država priseljevanja, dolga leta, bili so tudi kolonialna država, ljudje so prihajali in odhajali. Tudi Malta, kjer ima sedež agencija, je v podobni situaciji. Tako da jaz mislim, da je pač določene strahove ljudi, ki so lahko upravičeni, je treba samo pravilno naglaševati in v bistvu o tem tudi govoriti, razpravljati, komunicirati. Ljudje bodo vedno prihajali v Evropsko unijo in upam, da bo Evropska unija vedno ostajala pač bom rekla, neko varno zavetišče. Konflikti okrog nas so očitni, konflikti tudi, bom rekla, v oddaljenih, mogoče geografsko gledano, pač tudi kontinentih se dogajajo, ampak Evropska unija z nekim nivojem zagotavljanja zaščite bo vedno v tem smislu pač, ali naj bi bila, nek varen pristan za ljudi, ki so preganjeni. Zdaj, kako jih pa potem mi integriramo v družbo, kako v bistvu jim omogočamo, da začnejo samostojno življenje, kako jim omogočimo, da v bistvu poskušajo živeti z nami, to je pa drugo vprašanje. In v tem smislu se mi zdi, da bi pa lahko ne samo Slovenija, ampak tudi druge države članice bi na nek način morale narediti več. Ko pa govorimo seveda o neki, bom rekla, o kriminalu, ko govorimo o pač seveda neki varnosti, je pa, zato pa imamo seveda določene segmente v državah, ki pa tudi morajo seveda funkcionirati. Na ta način tega ne smemo zanemariti ali pa pozabiti. Ja, dejstvo je, da je to neka taka ogromna sestavljanka pač pomembnih elementov, kjer vsi na nek način morajo delovati, da potem to v neki družbi pač, da ne pride do eskalacije, pa da ne pride do nekih težav. Ok, na tej točki bi morala končati, ker se nam je čas iztekel. Verjetno je to tudi tema, ki bi jo lahko namenila naslednjih 45 minut. Najlepša hvala za odziv, za pogovor. Hvala še enkrat res za vabilo. Zelo sem hvaležna in ja, zelo zanimiv pogovor je bil. Hvala.